skupaj za en cilj. Kvalifikacije za Euro 2024, Slovenija San Marino. Nedelja 26. marec ob 18. v Stožicah. Srce bije za Slovenijo. Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega prvenstva še iz Sežane, kjer začenjamo nedeljski spored tekem aktualnega 25. kroga v Ligi Telemach. Šlo bo za obračun ekip spodnjega doma lestvice. Pomerila se bosta domači Tabor in Bravo. Bušnja proti Trdinu, Flakos Bosilj, tole je priložnost za Bravo, Flakos Bosilj je sam pred vrati, Koprivec odbija in potem Kaleba rešuje, Kramarič ima priložnost, ostaja 0:0. Kakšna priložnost je bila to za Bravo? Kramarič je prepričan, da je nekdo od domačih igral z roko, zadovoljen je Aleš Arnold. Od filozofije za zdaj Šiškarji ne odstopajo. Zeljković streljal daleč, nevarno je bilo. Matija Orbanič je moral tu posredovati. Zanimiv poizkus, ne sicer pretirano močan, ampak natančen zvit. Eni in na drugi strani povsem spremenjeno. Je pa zanimivo, da je takrat recimo za Bravo igral tudi Nik Salaj, ki je danes na klopi pri Bravo. Marasović ima priložnost. Marasović strelja in vodstvo Tabora z 1:0. Marasović je strelec tudi v pomoči nekoga iz obrambe Brava. Takole se veselijo na klopi Tabora. Tudi navijači, vsaj nekateri so na nogah v 35. minuti. Trontelj zdaj tudi skota, Trontelj odbija Šušnjara, predtem pa prekršek in kot kaže 11-metrovka. Ali kaj je zdaj dosodil Denis Halilović? Mislim, da je pokazal na belo piko. Doseže gol za izenačenje. Kramarič in Koprivec iz oči v oči. Kramarič strelja izenačenje v Sežani. 1:1, zdaj so Bravaši hitro stekli po žogo. Zeljković, Kali skače, padec Kalija v kazenskem prostoru. Navijači zahtevajo najstrožjo kazen, obležal je tudi Kramarič. Šušnjara strelja, Orbanič je tole ubranil, Halilović pa prekinil igro. Dušan Kosič, pomladi nadaljujete niz neporaženosti, 4. zaporedni remi na podlagi zmage v Domžalah. Kako ste na koncu zadovoljni na tekmi, kjer ste vodili z 1:0? Ravno to, tekma je bila trda, z malo priložnostmi, disciplinirana, veliko duelov, veliko nekega, za moj okus malo preveč dretja, izsiljevanja nekih prekrškov, ampak potem, ko smo imeli 1:0 prednost, bi mogli to zadržati. No, in ta pri 11 metrovki se mi zdi, da bi se mogli izogniti temu, pa po drugi strani je to nekako odločilo tudi to, da nismo zmagali danes. Želeli smo si 3 točke, da se približamo Bravo, ampak dajmo reči, da nam je tudi ta točka zlata vredna. Ampak vseeno ta kompaktnost tega pomladanskega dela pa obstaja še naprej, tudi agresivni ste bili dovolj, verjetno je to tisto, česar boste črpali te pozitivne zadeve. Ja, želimo nasprotniku čim manj dovoliti z neko agresijo. Velika večina fantov je dobro tekmo odigrala in se držala tistega, kar smo se zmenili. Seveda je manjkala neka kreativnost oziroma v zadnjem delu, kjer smo imeli neke polpriložnosti, ki pa jih nismo uspeli izkoristiti in dajmo reči, da je neodločen rezultat tudi pravičen. Verjetno zdaj v tekmi naslednjega kroga še ne morete takoj razmišljati, kajti v sredo vas čaka zelo zanimiv dvoboj tu v Sežani z Rogaško, vodilno ekipo druge lige.
Ja, seveda, kot vsi v pokalnem tekmovanju si tudi mi želimo biti uspešni, dokler smo še v igri. Fantje so nekateri že v dobrem tekmovalnem ritmu, tako da želimo biti resni, odločni in seveda Rogaške ne bomo smeli podcenjevati, ker gre za odlično ekipo. Aleš Arnolj, končana je vaša prva tekma, krstna v vlogi glavnega trenerja. Kako ste zadovoljni s tem remijem v Sežani? Smo zadovoljni z remijem iz tekmovalnega pogleda, smo absolutno zadovoljni, tudi kot smo rekli pred tekmo, zadali smo si cilj, da je danes pa tekmovalni aspekt tisti prvi. Tako da ta točka je bila v naši borbi v bistvu lahko zelo pomembna. Druga stvar je pa, da sigurno Sežanci so se odlično pripravili, so res disciplinirano vztrajali na kvalitetnih dolgih žogah, bili dobri na drugi žogi, dominirati začeli na tej drugi žogi in takrat je naš nek prvotni plan začel padati v vodo. Mi vsi skupaj si želimo, da so tekme, bi rekel, ekstra gledljive, ampak v položaju, kot smo, pa je bilo treba zrelo odreagirati, se prilagoditi na to in pač hvala Bogu smo na koncu, tudi jaz mislim, da zasluženo osvojili točko. Ja, zaostajali ste, nikoli se ni lahko vrniti, ampak ko ste izenačili, tudi sodeč po nekaj menjavah, se je zdelo, kot da skušate priti do popolnega prevrata. Ja, pojavilo se je prostor, kjer bi ga lahko koristili, tudi v bistvu smo bili boljši v igri tik pred tem zadetkom, pred 11 metrovko, tako da smo izkoriščali, zaupamo fantom tudi iz drugega plana in jaz mislim, da je bila odločitev pravilna. Je pa res, da v takšni tekmi preveč rizika v tej situaciji bi bilo pa na določene trenutke tudi neodgovorno. Torej, zdaj vas čaka Bistrica v pokalu, koliko lažje bo zdaj, ko ste v prvenstvu nekako te tekmece vendarle pustili na, bom rekel, tisti razdalji, ki ste jo imeli že pred tem krogom. Ja. Niti ne bo lažje, se mi zdi, da je mogoče ta prednost bolj navidezna in da moramo res ostati mirnih glav. Seveda sta pa to naslednji dve tekme, kjer bo treba uporabiti večje število igralcev, zato ker preprosto iz čisto vzdržljivostnega vidika bo težko obe tekmi z ožjim kadrom zdržati. Je pa res, da vsaka točka proti direktnim konkurentom veliko pomeni, tako da iz tega aspekta bo pa sigurno lažje. Sasha, first congratulations for goal, your second goal in the first Slovenian league. How are you satisfied with the draw? You lead 1-0, at the end 1-1. Yeah, hello. I'm not satisfied because I think that we deserve more. We deserve the win. But football is like this. I think that every player from Tabor give 200% on the pitch. So we have just to continue on this way, and I'm sure that we will go forward and win too much point. Okay, next game. I hope in cup against Rogaška. Do you know something about Rogaška, leading team in second league? I'm sorry, I don't know them, but I know that cup is very important for us. So we will play like in championship. So only one thing, win, and just this. Martin Kramarič, nekako, saj zdi se, ste se v tej sezoni med drugim specializirali tudi za Tabor. Že tretja tekma v tej sezoni in že tretjič ste zatresli mrežo Sežane. Kako ste na koncu zadovoljni in s svojim deležem in s tole točko osvojeno v Sežani? Pa ja, tekma, koliko vsaka, probam dati vse od sebe, če pride gol ali ne. Mislim, da smo lahko zadovoljni, da nismo izgubili, da smo izvlekli nulo. Glede na stanje na lestvici, tako da sigurno moramo biti zadovoljni. Zelo zanesljivo, vsaj videti je bilo tako, ste izvedli najstrožjo kazen, je bilo kaj nervoze pred strelom, vendar je to zelo pomembna tekma. Ne, sem samozavesten, treniram penale, tako da ni problema. Samozavestni pa verjetno tudi zaradi te točke pred naslednjo prvenstveno tekmo in še predtem v pokalu z Bistrico, kjer ste v vlogi favorita. Ja, sigurno, gremo tekmo po tekmo, zdaj imamo z mislimi na četrtek pokal, tako da prvo to treba zmagati, potem gremo pa na prvenstvo.